V tokratnem podcastu je z mano Irena Kahne. Ženska, za katero lahko rečem, da jo občudujem. Je klinična hipnoterapevtka, trenerka hipnoze in pa tudi ustanoviteljica inštituta Mindology Institute oziroma pod slovensko ena velika, lepa skupnost. Ja. Irena, pozdravljena. Hvala za povabilo. Irena, kot sem rekla na začetku, si ženska, ki jo zelo občudujem. Občudujem te zaradi tega, ker je tvoja življenjska zgodba zelo močna. Si en tak navdih lahko marsikakšni ženski, ki te ima priložnost spoznati. Predvsem zaradi tega, ker sem tudi sama ob tebi lahko kakšne stvari v življenju začela gledati veliko bolj lahkotno in lepše kot prej. In zato se mi zdi, da daješ lahko velik vpliv marsikomu in tudi današnji pogovor bom zelo vesela, če bo komu v navdih oziroma če bo morda kdo zaradi tega pogovora doživel kakšen takšen trenutek. Zdaj ne bi šla takoj na začetku na hipnozo in na tvoje delo, ampak bi se morda na začetku raje osredotočila na tebe oziroma na tvoje poslanstvo in predvsem tvojo pot, ker tvoja pot ni že od samega začetka prepletena s hipnoterapijo, ampak v bistvu je bila križarka tista, kjer se vse skupaj na nek način začelo. Zakaj si izbrala takšno pot? Ja, res je. Nažalost, res pridemo do takih najglobjih rešitev takrat, ko smo mi najglobje, ne? Ampak križarka oziroma ladja je bila res ena taka hitra neka odločitev, da bi v bistvu iskreno prišla najhitrejš do avta. Tako sem zelo zračunala, preračunljivo, koliko moram doma delati. In potem se mi je v bistvu ponudila priložnost, da grem na ladjo in sem se po maturi odločila, da ne bom šla na študij, ampak da si bom vzela 1 leto, da malo raziščem svet. In tako me je v bistvu ladja poklicala, ne. Na nek način sem šla na ladjo, da bi tudi po drugi strani najdla sebe, najdla, kaj je tisto, kar bi rada v življenju počela, da bi to 1 leto res mogoče raziskala, kaj je tisto, kar mogoče me veseli, ker se mi zdi, da sem bila po srednji šoli še bolj zmedena, kot večina. Ja, vse moje sošolke so vedele, ta bo šla na pravo, ta bo šla na ekonomijo. Jaz se mi zdi, da sem pa padla v eno tako vmesno luknjo, v tako sivo cono. In v bistvu iskreno se sploh nisem zavedala, da bo to potem 11-letna pomorska kariera, ne. Ladja me je čisto zasvojila, ampak v bistvu, kar se je zgodilo, namesto da bi najdla sebe, sem pa tam v bistvu sebe v popolnosti izgubila. Čisto sem se prilagodila sistemu, prilagodila načinu življenja, načinu razmišljanja in sem dejansko začela dihati s kosom železa, ne. In to je tisto, v bistvu, kar me je najbolj presenetilo na samem tem popotovanju iskanja sebe, da na koncu v bistvu bom še bolj izgubljena, kakor. Ampak 11 let je res doba, ne? Če tako pogledava, to ni šla sem za 2 leti ali pa ne vem, po 4 letih prišla nazaj domov. 11 let živeti takšno življenje, ker to si predstavljam, da to v bistvu verjetno iz ene poti greš že na drugo, to ni zdaj, da si ti 1 leto vmes doma, ne, ali pa pol leta. Ne, jaz v bistvu ravno mogoče 3 leta nazaj sem najdla svojo pomorsko knjižico in sem ugotovila, da sem bila 1 mesec na leto doma. V celem letu. S tem, da je bilo to, ne vem, verjetno 14 dni, pa 14 dni. Sploh ne v kosu. Niti ne v kosu. Tako da sebe sem, se mi zdi, da zelo hitro izgubila na ladji. Ampak sem potem v bistvu skozi to zanikanje, vsakič, ko sem prišla domov, enostavno se nisem znala adaptirati med svoje ljudi, ne. Nisem se znala sploh prilagoditi pogovorom, ne, ker vsi moji prijatelji so v bistvu živeli neko normalno življenje, so študirali, nekatere so že ustvarjale družino, ne, in potem prideš kot nek tujc, ne, dostikrat se v bistvu sebe opišem tako kot prizor iz Mr. Beana, ne, ki se luč prižge, pa pade dol na pločnik. No, tako sem se vsakič počutila, ko sem prišla domov, ne. V bistvu kot
popoln tujc. Se pravi, v bistvu doma, ampak hkrati totalno odtojena od vsega. Tako. Ne? In se mi zdi, doskrat rečem, da sem bila zasvojena. Da je ta beg v bistvu bila dejanska zasvojenost od resničnosti. Po eni strani, glede na to, da to zgodbo poznam, mi je pa zelo zanimivo in fascinantno to, da 11 let, kot sem rekla, je res dolga doba. Po drugi strani pa ti teh 11 let v resnici nisi ne vem kako zelo noro uživala, v smislu, da bi rekla, a ne vsaj pol proti koncu že, da bi lahko rekla, joj, srečna sem, to je moje poslanstvo in tako naprej. Ne? In spet, da to nekdo po 11 letih ugotovi in reče, ok, nesrečna sem, dovolj je, sam kaj pa zdaj. Spet si v bistvu na samem začetku kot pred 11 leti in tudi ti kot Irena na ladji, to si sama večkrat povedala, si bila popolnoma drugačna oseba, kot si danes. Verjetno takrat ne bi o neki topli Ireni lahko govorila. Kje pa? Ne. Doskrat povem to zgodbo. Prve 2 meseca, jaz se spomnim, jaz sem samo jokala. Jaz sem delala 12 ur na dan, pa se mi zdi, da sem prve 2 meseca vsakič zaspala v joku. Meni je bilo tako grozno, ko greš v bistvu iz nekega zavetja doma, družine, prijateljev, ne? Greš v nek svet, ki je dejansko krut, zelo krut. Tam ni sočutja. Ne? Jaz se spomnim, na svoji prvi ladji sem imela šefa, ki bi vsake toliko cajta dal take bele rokavičke, še danes imam čisto averzijo do teh belih rokavičk in je šel recimo tako po policah, ne, in ko je on naredil pregled cele ladje, je rokavička mogla biti bela. Ne, in vsakič, ko ni bila bela, ne, smo jih slišali. Ne. Jaz se spomnim, to je bilo grozno. Ne, za eno od 19-letnice sem takrat ravno napolnila 19 let. To je bila vojska. Ampak se mi zdi, da se zelo prilagodimo na svojo okolico, če se želimo. In enkrat sem šla na klopco, smo imeli na palubi take klopce in jaz sem dostkrat zahajala gledati v morje. To še danes imam zelo tako navezanost na morje. In je prišel en šef mornarjev, videl je, da sem jokala in je rekel, da kaj je, ne, se nekaj, da mi je zelo težko. Ne. In je v bistvu rekel, ne skrbi, ne, v železu živiš, kmalu železo tudi postaneš, če boš vztrajala. Ne. In jaz zelo dolgo nisem razumela teh njegovih besed. Kasneje pa v bistvu, ko sem se pretvarjala v to neko železno verzijo sebe, sem rekla, nikoli se okolica ne prilagodi nam, mi v bistvu se prilagodimo okolici, v kateri smo. Ne. In to je bilo v bistvu najbolj zastrašujoče, ko sem en trenutek kasneje skozi leto ugotovila, wow, kakva oseba sem, grozna. Doskrat to rečem, jaz ne bi bila prijateljica sama s sabo, s tisto verzijo sebe. Ni šans. Jaz sem bila res grozna Ampak, oseba. ko rečeva grozna oseba, iskreno sliši se tako močno vse skupaj. Ne? Kaj je pa tisto, kar bi opisala kot najbolj grozno? Dobro, verjetno to, da si nek ščit postavila in postala hladna, si mislim. Ampak kaj še? Sej zlobna pa verjetno nisi bila. Pa ne v bistvu zlobna, ampak zelo hladna. In meni se ta hladnost zdela blazno grozna. Res sem izgubila v bistvu totalno sočutje. Lahko bi rekla, da sem bila tudi nesramna v očeh tistih, ki so imeli empatijo, ki so bili srčni, zato ker moj fokus je bil delo, moj fokus je bil v bistvu, da ladja, jaz sem res zelo hitro tudi napredovala, ne, in potem sem v bistvu bila prvi oficir za celotno strežno osebje. Se pravi, sem imela kar naenkrat pod sabo zelo veliko nekih ljudi in ladja je sistem. Tam morajo stvari štimati. Ne? In grozna v smislu, recimo, da če mi je stjuardesa pojamrala, da se danes slabo počuti, da ne vem, karkoli se z njo dogaja, da je bil moj odgovor, glej, tukaj si, da delaš, me ne zanima. Ne? V tem smislu, ne? Nisem imela tistega občutka, da bi se lahko povezala z njeno bolečino. Ne? Pa konec koncev sem bila sama na tem, ne? Pa ker sem le že toliko let v bistvu v tem sistemu, sem jaz pozabila, kako je to, da si ti sočuten do človeka. In dejansko sem še zelo dolgo v bistvu uspeh povezovala, da si takšen. Da če si uspešen, pač moraš iti čez ljudi. Ne? In to je bilo grozno dojeti.
v enem trenutku. In res mi je zanimivo, ne? Zato sem želela, da se najprej dotakneva te zgodbe, ker po eni strani v nekem obdobju hladna, brez empatije, brez sočutja, brez nekega, bom rekla, osnovnega razumevanja ljudi, ki si jih vodila, potem pa preskok v vode, kjer pa je empatija, sočutje, pa v bistvu skoraj da najpomembnejša, lahko rečem. A ne? Kot da bi mogoče malo za nazaj grehe spirala. A ne? Čist doskrat se mogoče na to malo navežem in pomislim na enako, ampak se mi zdi, da res, ko sem ugotovila, da je vse del mene, ne? Jaz sem bila vedno takrat v fazi, okolica je kriva. Ne? Taka sem zato, ker sem na ladji. Taka sem zato, ker višji od mene zahtevajo od mene, da sem taka. Ne? In v bistvu zelo sem gledala vedno navzven in sem tudi rešitve iskala vedno navzven. Se pravi, ko bom šla dol z ladje, bom pa drugačna. Ne? Ampak na koncu sem ugotovila, da nisem čisto nič drugačna, tudi ko sem doma, ne? Ker enostavno nisem razumela vsakodnevnih problemov in izzivov svojih prijateljev, ker je meni bilo to banalno. Kako imaš težave v službi, kako te šef nadira? Ja, pošelj ga nekam. Meni je bilo to čisto v bistvu nepredstavljivo, da nekoga prizadene nekaj tazga. Ne? In v bistvu ugotoviš, da se začneš odmikati od ljudi, ki jih imaš najrajš. Ker enostavno ne moreš čutiti, kar oni čutijo. Ne? Ker jaz sem bila res čist v enem drugem svetu. Ne? In prideš do tega, da tam je res hierarhija, tam se spoštujejo pravila. Tam ni odstopanja, imaš ob 8 službo, bom prišla malo 8 pa 3 minute. Ne, tam si 3 minute do 8 na delovnem mestu. Ne. In tako da v bistvu res mi je dal to zelo veliko nekih vpogledov in v eni točki pač enostavno sem se zlomila. V eni točki sem rekla, jaz takole ne morem naprej. Pa se spomniš tega trenutka? Je to bil nek trenutek? Aha, je bil. Jaz se spomnim tega trenutka in to je bilo tako v bistvu zanimivo. Imela sem eno škatlico nekih vitaminov in sedela sem v svoji v kabini, ne smem reči soba, ne, ker če bi me zdaj kakšen pomor slišal, sem bila v kabini in spomnim se, nisem mogla iti na delo. Se mi zdi, da je vse v meni odpovedalo. In držala sem eno škatlico tistih vitaminov in jaz sem si kar predstavljala, kaj če bi bili zdaj to neki tableti, pa bi jaz zdaj to spila, a bi sploh kdo opazil, da v bistvu mene ni. Tako zelo je bil en tak aha moment, eno tako prebojenje, ne vem, kako bi temu rekla. Ne. Jaz nikoli nisem v bistvu, jaz to obožujem življenje. Ne. In tudi v enem trenutku jaz ne bi imela jajca, da bi karkoli naredila. Ne. Ampak bil je pa ta moment, da sem sploh pomislila in sem rekla, kdo bi pa sploh me pogrešal? Prijateljev itak nimam, moji pravi prijatelji imajo svoje življenja, ne? Itak me ni. Te na ladji se bojo pa že znajdali. Ne? V bistvu je bil res tak, jaz bi rekla, moment nepomembnosti. Tak ključen moment, ki me je res zbudil. In jaz obožujem knjigarne. To sem ti tudi že povedala. Jaz lahko preskočim vsak muzej, kamorkoli gremo, ampak knjigarna je tista, kamor bom pa zavila. In v Ramsgateu, v tem mestecu, kjer smo bili takrat, smo stali, sem šla v knjigarno in sem se samo zgubila med onimi policami in takrat sem res naletela na to mojo prvo knjigo, ki doskrat v hicu rečem, sem jo kupila zgolj zaradi naslovnice, zaradi mojega najljubšega igralca Bruce Willisa in ta avtor je bil takrat meni zelo podoben Bruce Willisu. Zdaj, ko gledam sliko, si mislim, kaj sem takrat videla? No, in prišla sem na ladjo, odprla knjigo in me čist posrkala. Tehnike, hipnoze, ko je opisoval načine razmišljanja, ne, kako v bistvu sami kreiramo neko svojo realnost. Meni je bilo to vse neznano. In pa, ko sem začela v bistvu implementirati stvari, spomnim se prav enega ključnega trenutka, šla sem dol, imeli smo ravno po pomorsko ukrcaj, se pravi, ko so potniki prihajali, in jaz sem šla po hodniku in sem pozdravila enega mornarja
In čez 2 dni on pride gor, mimo recepcije in reče, ful lepo, da si me pozdravila. Pa jaz tako, prosim? Je rekel, a veš, da sva v bistvu že 2 meseca na ladji skupaj. Enkrat mi nisi besede namenila. Eva, veš, kako je to grozno? Ja, si mislim, ja. In jaz ga gledam, Ko dobiš na tak način ogledalo. Kako te nikoli nisem pozdravila? Ja, nisi. In se mi zdi, da sem prvič začela videti svet v barvah. To je ful zanimivo, da sem trenutek res mislila, meni je bil svet črno-bel. In ko je on meni to rekel, jaz se spomnim, kar naenkrat so se barve odprle. Naše uniforme so bile črno-bele, a veš, vse je bilo tako, ne? Cel svet je bil tak zelo siv. In jaz sem res v bistvu potem prišla do zaključka, da se moj čas izteka. In da je čas, da v bistvu zapustim to odvisnost in se posvetim življenju doma in doma najdem sebe na tak ta prav način. Kako hitro si potem pri tem trenutku, koliko časa je pol to še trajalo, predno si potem dejansko sprejela? Ker nekaj je, da razmišljamo o tem. Ne? Ja. Velikokrat se recimo ljudje najdemo v nekem takšnem trenutku, ko rečemo, ok, tole je zelo ključen trenutek, znak, ne zmorem več ali pa moram drugam in tako. Ampak se mi zdi, da ko pride do ključnega trenutka, če zadeve dovolj hitro tudi ne sprovedemo, se lahko kar hitro zgodi, da gre tudi ta ključen trenutek, ne, pa vztrajamo naprej. Ja, zanimivo. Jaz sem bila še 2 leti potem kar na ladji, ampak sem v bistvu požirala knjige. In to je bil moj pobeg potem iz tega službenega formalnega dela v bistvu v neki drugega, v nek svet, ki je obstajal samo znotraj moje kabine. Kjer sem jaz res v bistvu lahko spoznavala moč meditacije, moč umirjanja, moč v bistvu prvič slišati svoje misli in spoznavati sebe na način, mogoče pa jaz nisem toliko prijazna oseba, kakor sem mislila, da sem. Ne? In tako v bistvu res lupati to čebulo, ker zdaj se tudi dostikrat tako s tečajnicami izražam, da lupaš te sloje, ne? In res v bistvu, ko zarežemo, ko prijemo do sredine, zajočemo. Ne? Dokler ima čebula tisto lupino, še ni nič hudega. Tako da 2 leti sem res v bistvu skoraj rekla, da sem res uživala. Bolj s poznavanjem tega, implementiranje tega tudi potem na puncah na ladje, ne, in tako naprej. Spomnim se, da mi je šlo včasih ful na živce, če smo bili v pristanišču, pa so punce glasbo si pržigale, ko so pucale pa to. Ne, in v bistvu tudi ta je bil en tak trenutek, ko so pržgale glasbo, da sem jaz v bistvu z nogo začela od spodaj, da me ni več motil. Ne. To so bili taki subtilni trenutki. In zdaj recimo dostikrat s klienti, kdo v bistvu res pričakuje, da je pa to sprememba, a veš, da se obrne plošča. Ne, rečem, ne, ti trenutki res tako subtilno pridejo, kar rečeš, malo sem ritem ujela, ne gre mi več toliko na živce, ne, in res v bistvu je bil en tak moment. In potem doma, kar tudi kakšno leto je bilo prilagajanja. In ravno to zanimivo, v bistvu takrat je bil na nek način to beg, 11 let je trajal, a ne? Ja. Potem pa, ko si se odločila in ko si se že začela tudi razvijati in izobraževati v smeri hipnoze, pa na nek način spet tujina. A ne? V bistvu si mal nomadka. Mal imaš to v sebi, da verjetno si mogla tudi ta del izživeti. Ja, definitivno. Saj veš, s hipnozo marsikaj raziskujemo, raziskovala sem tudi svoja prejšnja življenja in definitivno je moja duša zelo angleška. Tudi sama veš, zelo rada se izražam v angleščini in moje misli so izključno angleške. Res, da 11 let ladje je pripomoglo k temu, ne? Ampak od vedno, že v osnovni šoli, v srednji šoli je bila angleščina meni nekaj tako domačega. In jaz dejansko, kadar razmišljam, kadar moram napisati, ne, recimo dnevnike, če pišem, ali pa, ne vem, afirmacije, karkoli, jaz vse delam to v angleščini. Ne. In je v bistvu res se mi zdi, da tudi ko sem začela hipnozo spoznavati skozi tečaje, sem vedela, da ne bojo to slovenski tečaji izključno, ampak da me bo pot peljala. Ne. In potem sem v bistvu tudi zaposlitev dobila v Londonu in tako, no, tako da še vedno je ta tujina
en del mene, zelo rada grem na pot, ampak se mi zdi, da tukaj so pa zdaj tiste korenine ta prave. In zdaj, ko smo se dotaknili hipnoze in najprej v bistvu Londona, tam si kar nekaj časa tudi v bistvu delala, pa verjetno najprej tudi izobraževala, ne? Ja, jaz sem v bistvu najprej delala, par tečajev sem naredila v Londonu, potem pa je na mojo pot prišla Marisa Peer, za njo si tudi že slišala, in pri njej sem naredila tečaj, meni se je v bistvu res ponovno odprl nek nov pogled v moč uma. In Marisa je razpisala takrat, da zaposluje trenerje. In jaz se spomnim, jaz sem bila takrat mogoče 3 mesece, da sem zaključila njeno šolo. Nisem bila neizkušena, ne nič, ampak jaz sem se prijavila. Jaz sem rekla, nimam kaj izgubiti, če grem na audicijo. In prav spomnim se leta do tja, ko sem v bistvu šla z vedenjem, da v bistvu jaz grem po nekaj, kar je že moje. Res, to v bistvu sem takrat res spoznala, da manifestacija je res tisto močno vedenje, da nekaj že imaš. In prišla sem tja, nas je bilo 70, razpisali so 10 prostih mest in jaz sem zagledala tisto skupino ljudi, ne? In testiranje je trajalo cel dan, skozi določene vaje, so nas testirali, kako vodimo skupine in tako naprej. In spomnim se, da sem bila na letališču za nazaj, ko sem prejela mail, da sem pa sprejeta. In potem je v bistvu bila to moja služba nadaljnjih skoraj 5 let, kjer sem v bistvu z Mariso potovala potem tudi po svetu, izobraževala nove hipnoterapevte in bila res v bistvu ob boku eni taki izjemni ženski, ki je v bistvu mi pokazala, da si lahko uspešen pa še vedno človek. In ne samo to, da ti je v bistvu to novo pot tebe odprla, a ne, tako kot si rekla, uspešen pa hkrati in prijazen in topo in tako. Pri vajini zgodbi je mene res močno fasciniralo to, da ko si se ti odločila za svojo samostojno pot, ne, ker konec koncev bila si del nje, bila si njena desna roka, kot si rekla, potovala z njo okrog in tako. Če sva čisto iskreni, bi morda, zdaj ne bom rekla v Sloveniji, da ne bom delala krivico, ampak marsikje bi verjetno v takšnem dogajanju neka Marisa lahko rekla, aha, tako, to pa zdaj v zahvalo. Po vseh teh letih boš pa ti zdaj doma odpirala nekaj podobnega. Ne? In meni delala konkurenco. In mi delala konkurenco. Ne? Ampak daleč od tega, v bistvu kot da bi na nek način njen blagoslov dobila, narejena si za to, pojdi. Ne? Ja, res je. V enem trenutku sem se res mogoče počutila spet zelo ujeto. Marisa uči zelo strukturirano, se pravi seanso, zelo strukturirano delo, ne? In v enem trenutku sem se ujela, da več ne spadam v to ozko strukturo. Ne? In predvsem, kar sem tudi pri svojih klientih ugotovila, da niso vsi za takšno strukturo, za to strukturo. Da res v bistvu je ta individualni pristop k vsakemu in njegovemu res v bistvu individualnemu izzivu, ker dostikrat ima lahko nekdo nizko samozavest, pa je pristop tak za njega primeren, drug, ki ima nizko samozavest, je pa čist nekaj drugega. Tako da ne moramo vedno dajati v isti koš, če rečemo, aha, delam z nizko samozavestjo, zdaj pa je ena tehnika za vse. Ne? In v enem trenutku sem se res ujela, ko v bistvu nisem mogla ne tečajnikom predavati, malo bolj razširjene poglede, ne, ker sem se mogla držati strukture. In to sem se v bistvu z njo tudi zelo pogovarjala, ne. Tam je zelo veliko tečajnikov, gre čez sistem. In če ni strukture, potem lahko vsako tečajnikov malo pobegne na svojo stran. Zato je zelo, zelo pomembno, da so pravila znana, tako kot so bila na ladji. In v enem trenutku sem pač se odločila, da ne želim več živeti po pravilih, ampak da razširim to svoje znanje in da ga v bistvu pripeljem na konec koncev tudi v Slovenijo. In ko sem ji povedala, ja, je bila zelo vesela. Ful je bila vesela, me je podprla, tudi za njo sem potem posnela en masterclass in lani aprila sem jih obiskala v Amsterdamu, ko so imeli tečaj in Marisa me poklicala na oder in me je pred 80 tečajniki tudi javno pohvalila, kako ponosna je, da sem šla na svojo pot, da zdaj v Sloveniji delam te tečaje in tako naprej, ne. In to je meni
to pokaže veličino enega človeka, da ne glede na to, a imaš tisoče evrov, imaš milijone evrov ali pa bilijone, da si človek, ne? In da dejansko iz srca nekomu privoščaš, da tudi ustvarja neko svojo zgodbo v manjšem obsegu sicer, ampak jo ustvarja. Ne? In to je za mene je ona res v bistvu mentor z enim velikim srcem. In danes si to isto za marsikoga v resnici ti, tako kot si rekla, sicer pač v Sloveniji v manjšem obsegu, ampak zagotovo sem prepričana, da smo tečajnice vmes, ki te lahko gledamo na tak način, sploh zaradi tega, ker tako kot sem rekla že na začetku, hipnoza ali pa hipnoterapija je nekaj, kar bom rekla, da je tudi v Sloveniji zdaj vedno več se o tem govori, vedno več je tudi zavedanja, da to ni televizijska hipnoza in šov in tako naprej. In se mi zdi, da tudi ljudje vedno bolj si želijo to preizkusiti in sami ugotavljajo, zakaj in na kakšne načine jim to ustreza. Ampak če greva zdaj čisto direktno hipnozi, kaj bi rekla za tiste, ki pa morda ne poznajo hipnoterapije, kaj je tisto, kar to je in kaj je tisto, kar to ni? Če bi zdaj zelo poetično rekla, bi rekla, da ti hipnoza v bistvu omogoča vrnitev k pristni sebi. Hipnoza ti da ogledalo, brez mask, brez nepotrebnih oblek in vsega. Res v bistvu ti pokaže, kdo ti si v resnici. Če se temu seveda prepustiš. In vse, kar znamo danes, smo se naučili. 2 + 2 je 4, zato ker smo se to naučili. Ampak nizka samozavest je tudi nekaj, kar smo se naučili. In to je ključno, da ljudje se začnemo tega zavedati. Da to ni nekaj, kar mi smo. Ampak je bila nizka samozavest, tako kot matematika, slovenščina, geografija, naučena. In hipnoza je tista, ki nam omogoča, da to spremenimo. Zakaj? Ker znanstveno dokazano je, da so otroci do 7., 8. leta v naravnem alfa oziroma teta stanju. Kar pomeni, da je njihovo možgansko valovanje zelo udobno za programiranje. Zato rečemo, otroci so spužve. In dejstvo je, da se mi do tistega leta naučimo čisto vse. Do tistega leta mi spoznamo, kdo smo mi kot osebe. Naučimo se, a smo vredni ali nismo vredni, a smo ljubljeni ali nismo ljubljeni, koliko se moramo boriti za pozornost svojih staršev in tako naprej. Takrat se formirajo vsa prepričanja. Mogoče to zdaj zelo zveni čudaško, kako 7-letni otrok, ampak programi se naložijo do takrat. Potem je pa v bistvu na strani staršev, okolice, da se določeni programi lahko prepišejo, zdaj govorim zelo tako programsko. Ja, da si lažje predstavljamo. Ampak tako, Ali pa nam lahko nek učitelj, nek naš zapis še dodatno utrdi, ker reče, iz tebe ne bo pa nikoli nič. In iz tistega potem mi izhajamo skozi življenje. Se pravi, če sem se jaz morala boriti za pozornost moje mame in če sem v bistvu se ponižala, če sem bila pridna, če sem ustrezala, če sem naredila čisto vse, mi je namenila košček pozornosti, pomeni, da moram z vsemi ljudmi v svojem življenju ravnati enako, ker če nisem ustrežljiva, ker če ne pomagam vsem, če ne rečem vsem pa nisem vredna. Ampak kako zanimivo je, kako imamo ženske na splošno, zdaj pa lahko mislim, da rečem, da po večini, saj s tem, kar se srečujem sama, ta sindrom te pridne punčke. Ta pridna punčka se mi zdi, da je, po mojem lahko rečemo, vsaki tretji že zakoreninjena notri, medtem ko od moških težko slišimo, da bi se s takšnimi podobnimi stvarmi ukvarjali, če pa boš priden, pa čeprav je isti starš lahko enake signale sporočal hčeri in sinu, ampak smo hčere očitno tiste, ki smo bolj, dovzetne, podvržene za to, da bomo to projecirale toliko bolj potem v kasnejšem življenju. Eno zelo pomembno stvar sem spoznala, ko sem se učila vsega tega in spoznavala, kako otroci delujejo in tako. Predvsem sem spoznala, da nismo starši,
krivi. Ker što si v tem, ja, zelo veliko lahko starši naredimo, ampak zapisi, ki se zgodijo, lahko starš ni naredil nič narobe. Ampak je naše dojemanje tega, mogoče, se pravi, predispozicionirano, kar se v vrtcu dogaja, kar se v šoli dogaja, ne? Starš v bistvu lahko naredi vse prav, ampak naš dojame pa to čist drugače. In jaz res skozi seanse, skozi hipnoze, ko sem prišla do tega spoznanja, sem rekla, ja, starši smo v veliki meri odgovorni, ampak da otroka naučimo samostojnosti, da ga naučimo, da preživi v tem svetu. To je naša edina naloga. In to sem se jaz od mojih klientov naučila. Se pravi, jaz ga lahko do neke mere zaščitim, ampak ko bo pa enkrat 18-20, kdo ga bo ščitil? Jaz ga lahko zaščitim, ampak predvsem ga moram naučiti, kako bo zaščitil sam sebe. In en moj profesor je rekel, da danes vzgajamo samo 2 vrste otrok. Prezaščitene pa razvajene. In sem kar obstala. Ne? In to je res. Ne plezi na drevo, ker boš padel, strgal boš hlače. Nevarno je, ne? Tako da vse je nevarno. V bistvu je zelo zanimivo, ko greš na kakšno večje otroško igrišče. In če se tam malo usedeš na kakšno klopco in samo poslušaš, sploh ne rabiš opazovati, ne? Šele dojameš in če so ti te stvari mogoče blizu in te zanimajo, kako hitro slišiš tam vse izrečeno v negativu. Vse, a ne? Se pravi, kako malokrat slišiš, ali pa bom rekla morda zdaj vedno bolj, no? Ampak še 10 let nazaj se jaz spomnim, da sem redko kdaj slišala kakšno mamo ali očeta na igrišču, ki bi spodbujal otroka v smislu, zmoreš, nič hudega, poskusi, uspelo ti bo, a ne, ko je se nekam zaplezal in ni vedel kako. Ne, vse je bilo že vnaprej. Ne, to je previsoko, pej dol, padel boš. Ja, itak da je padel, a ne? Ja, vse je nevarnost, ne? Tako, ne? Dober, dejva reči, da recimo, da se zdaj tudi ljudje vedno bolj prebujamo. Bi lahko rekla, da se prebujamo? Jaz bi rekla, da ful. Jaz mislim, da... A je sploh pravi izraz, da se prebujamo? Jaz bi rekla, da se spoznavamo. Da prihajamo do samoodkritja. Ker res v bistvu to, kar si rekla, na igriščih, ne, zelo veliko vidimo tega. Predvsem pa se mi zdi, da smo tudi starši veliko več obremenjeni, kakor so bili obremenjeni naši starši. Tudi zaradi tehnologije, zaradi vseh distrakcij, ki jih mi imamo izven naših službenih urnikov. Skozi neki zvoni, skozi neki piska in tako naprej. In dostikrat v bistvu, kar pa na igrišču opažam, ne, je pa to. In enkrat, ko smo bili na igrišču, je en fantek lomil veje, meni je zelo hudo, tako, če se nekaj uničuje, sploh, ne vem, drevesa in tako. Ne, in oče je gledal na telefon, oče sploh ni opazil, da se nekaj dogaja. Pa sej mogoče jaz pretiravam, pa si rečem, ok, sej tam lom veje, pa to, ampak šlo je za tisto objestno uničevanje, ki pač ni ok. In če starši spregledamo neke take stvari, se take stvari lahko potencirajo kasneje v nekaj večjega. Ne, in tukaj v bistvu imamo starši vlogo, da otroka vodimo na pravo pot, predvsem pa mu moramo pustiti, da tudi on včasih malo pade, pa se malo poškoduje, pa nič hudega. Hipnoterapija je zagotovo, zdaj ko to razlagaš, sem takoj dobila povezavo, zagotovo ena lepa priložnost, kjer lahko ena takšna mama, ki vidi strahove vse povsod, to majčkeno spusti. A ne? Ker dejstvo je, da seveda to delamo iz nekega strahu, kaj pa, če se mu kaj naredi, ne? Ampak po drugi strani pa izhajamo iz svojih strahov. Iz svojih strahov. A ne? In se mi zdi, da je zelo, zdaj bom zase rekla, osvobojoče, ko veš, da v enem trenutku pa lahko vse to vsaj majčkeno bolj spustiš, kot pa si prej. Ne? In verjamem, da ne samo pri vzgoju otrok, pri marsikakšni tegobi, ki jo ljudje imamo, hipnoterapija dejansko pač na tak način pomaga. Kaj bi rekla, da so tiste še najbolj morda
pogoste stvari, zaradi katerih se ljudje obračajo hipnozi, pa ne zdaj nujno hujšanje, pa kajenje, ki veva, da morda je to še vedno eno tako prepričanje, da to dvoje in to je to. Ne? Ja. Super si rekla prej, ne, da se ljudje prebujajo in tako. Se mi zdi, da vse več nas išče smisel. Vse več ljudi se sprašuje, a je to to? A je to to, kar življenje ponuja? Ne? Predvsem pa se mi zdi, da smo se skozi leta zelo pomanjšali, kaj si lahko želimo, da smo si zelo postavili neke meje, do kje lahko pridemo v življenju in kaj v bistvu lahko dosežemo. In tukaj vidim največji napredek pri klientih, ko mi reče oseba, a je ful grozen, če si želim več. In ta občutek sramu. Zelo velikrat sem zdaj naletela na občutke sramu. To mi je prav fascinantno. Sram me je. Sram me je povedati, da sem v težavah. Sram me je povedati, da sem brez denarja. Sram me je vprašati za pomoč. Zelo veliko se ta sram zdajle zadnje čase kaže. Ne? In žalostno mi je, da so potem ljudje sami. Ravno to, a ne, po eni strani bi ravno to prebojenje bi človek povezoval s tem, da bo manj sramu na nek način. Ne? Ampak, ko enkrat pridemo do spoznanja, je to že del prebojenja. Ko bi se zavestimo, da ga imamo. Ne? Tako, dokler živimo v zanikanju, ne, si sem okej, ne, nič ne rabim, ko pa enkrat rečeš, kaj pa se je zgodilo, zakaj pa nisi prišla, ja, sram me je bilo. To je že korak k tej notranji ozdravitvi. Ko zavestimo. Ko zavestimo. In se pot začne. Tako da, ja, hujšanje, prenehanje kajenja, to so neke tiste standardne, ki ljudje zelo povezujejo s hipnozo. Ampak hipnoza je mnogo več. Je res v bistvu vrnitev k sebi. Vrnitev k temu, da spoznamo, da smo mnogo več kot samo fizična telesa, ki imajo neko potrebo, da ga oblečemo, da ga počešemo, da mu umijemo zobe in da se ženske našminkamo. Smo mnogo več. Da razen teh zunanjih potreb imamo zelo veliko teh notranjih, ki pa jih nažalost dostikrat zanemarimo. In tako, kot sem rekla na začetku, hipnoza ti da tisto ogledalo, da končno sebe lahko vidiš, aha, a taka sem v resnici. Aha, a to lahko dosežem. In to je tisto, kar je v bistvu del prebujanja oziroma del, jaz zelo rada zdaj uporabljam del spominjanja. Ker mi to smo vse imeli nekoč. Kot otroci smo zelo sebični. In ne poznamo sramu. Ne poznamo sramu. To je nekaj, kar je meni vse to smo se priučili. Ja. Vse to je priučeno. Ne? Kako recimo, ne vem, če se vrneva zdaj v, ne vem, starost 1 leto starega recimo otroka, a ne? Ali pa mogoče 2 leti, 3. Ko dela prve korake, kolikrat pade, ampak on ne bo zaradi tega nehal poskušati, vstal bo in bo šel. Ali pa ko začnejo punčke, ne vem, plesati ob muziki, ne? Pri 2-3 letih nobeni... Se ne sikera je naredila pirueto. Se nobeni ni nerodno. Ne? Ja. Ampak tvoj svet se ni končal samo pri hipnoterapiji, ampak jaz lahko rečem, da si šla globje, če lahko temu rečeva še globje. Zelo kmalu se je zgodilo to, da so se ti začela v bistvu odpirati še neka drugačna, druga, globja vrata. Spiritualni svet je nekaj, kar je za marsikoga še mečkano, ne vem, če lahko rečem bav, ampak nekaj, kar morda niti ne priznavajo, ali pa se nam zdi morda na trenutke, res, a bi res lahko to tako bilo? Ja. Tebe je pa ta svet poklical. Ja, res me je. Zelo dolgo sem se upirala temu svetu. Jaz sem oseba, ki ima rada znanstveno dokazano, ne, dajmo vsem kakor toliko po pravilih, ne, spet iz tistega, kaj bojo pa drugi rekli, če jaz javno povem, da se pa v moji seansi nekaj takega zgodilo. Me je zelo vlekel ta svet, vedno, ampak se mi zdi, da tako kot vsaka stvar, ki se nečemu zelo upiramo, nas to zelo vleče nazaj k sebi. In zgodilo se je med eno seanso z enim podjetnikom, analitičen, jaz sem rekel, super, to bo easy. Ne? Klasična hipnoterapija. Pač brez nekih posebnosti. In ko sva delala v bistvu regresijo,
je kar naenkrat mi začel opisovati stvari, da sem bila prvič v svoji karieri, da sem se tako usedla nazaj in sem rekla, oh my God. Samo da mogoče pojasniva, regresija ni samo kot hipnoterapija, ampak v bistvu pri regresiji se gre za to, da pogledamo... Da se vračamo tako v pretekle dogodke. Regresijo ponavadi uporabljamo, se pravi, da pomagamo nekomu razumeti neke določene trenutke iz svojega življenja, iz otroštva, kako je oblikoval neke vzorce razmišljanja. Se pravi, regresija tehnika, da, tako kot sva se pogovarjali, da jaz razumem, kje sem preklopila iz tistega sebičnega otroka, ki je vedel, kaj so njegove potrebe, v nekega ponižnega odraslega, ki potrebuje potrditve iz zunanjega sveta. In vsak hipnoterapevt še ne izvaja regresije. To se mi zdi zelo smiselno povedati. Ja. Res je v bistvu to nadgrajevanje nekega znanja, predvsem pa zelo velike neprakse, da pridemo do tega, ker tukaj v bistvu navigiramo z zelo velikim naborom čustev, ki pa tisti, ki jo izvaja, mora znati v bistvu speljati oziroma upravljati s tem. Ne? Ja, ker so včasih lahko tudi kakšne hude stvari konec koncev. Tako. V bistvu mi ne moramo nadzirati, kaj nam podzavest pokaže. Ne? Jaz vedno rečem, pokazali se bo tisto, kar je tisti trenutek zelo pomembno za stranko, da vidi, da dojame, da razume in da lahko potem v bistvu tudi popravi. Pri klasični hipnozi smo mi še vedno zelo strukturirani, ne delamo z nekakršnimi travmami, ne? In je v bistvu zelo pomembno, da tudi praktik, ki izvaja, razume neke koncepte psihologije, predvsem pa v bistvu delamo bolj na prihodnosti, da iz tega trenutka rastemo pa se razvijamo. Bolj sugestijami kot pa razreševanjem v bistvu. Tako. Regresija nam pa omogoča poglede v ta neka prepričanja, ki so v bistvu obstajala v preteklosti. In ta dotična regresija. Ja, v eni taki klasični regresiji mi je gospod začel pisati nek svet, on je rekel, da ni na zemlji, ne? In tisti naš avtomatski kritični ne, kaj rečem, jaz sem se rekla, kako domišljijo ima ta človek. Ne? Tako. In istočasno se je pred mano tako odvijala ena taka živa Harry Potter scena, z bitji, z nauki, z imeni, in jaz enostavno sem se počutila tako nemočno, ker nisem vedela, kaj naj z vsemi temi informacijami počnem. In on je odprl oči in je rekel, kaj je bilo pa to? In sem jaz rekla, pojma nima. Kaj pa vi mislite, da je? Ne? In ko je on razčlenil svoje doživljanje tega, on je videl svet, to je bilo zelo zabavno, ko ga je opisoval, sem rekla, da ga ne razumem, da če mi lahko razloži kot v bistvu, da razlaga otroku, kako bi meni to razložil v fizični obliki. In je rekel, da so oni bitja, kot da bi mi razložil, da rastejo v grozdu. In da kar en grozd naredi, v bistvu vpliva na celotno v bistvu steblo, pecelj, na katerem so grozdi. Ne? In da če je pač en grozd gnil, da ostali poskrbijo, da ga odvržejo, ker vejo, da v bistvu se bo ta gniloba razširila. Ne? In meni je bilo tako fascinantno. On je bil podjetnik, ki je v bistvu hotel malo bolj delati na tem, da se povezuje s svojimi ljudmi in tako. Ne? In mi je na koncu rekel, Irena, jaz sem 30 let že pecelj. In zdaj dojamem, da jaz moram biti eden izmed grozdov, da dojamem in razumem ljudi, ki delajo v mojem podjetju. In da če sem jaz gnil, če je moj pecel v bistvu ni nahranjen, da bi nahranil te grozde, celo moje podjetje razpada. In moram v bistvu se počutiti tako en izmed grozdov. Tako mi je zelo razložil v bistvu kot otroku, dobesedno, ker jaz nisem znala interpretirati njegovega doživljanja tistega sveta. In jaz sem se zelo dolgo sprašvala, a je to domišljija? Ker jaz sem potem njega vprašala, da če je on zelo duhoven, in rekel, ne, on še Harry Potterja ni prebral. In sem rekla, wow, neke stvari, ki ste mi jih opisoval, so bile dokaj tako neverjetne v detajle. In rekel, jaz sploh ne vem, iz kje je to prišlo. In jaz sem rekla, ok, osamljen primer, pustimo, pozabimo, potem so se začele pa stvari odpirati. Ena seansa za drugo seanso. Spoznanja, nauki, lekcije,
To je bilo neverjetno. In jaz sem se potem vsake seanse tako veselila, Kaj bo? ker nikoli nisem vedela, kam bom šla, nikoli nisem vedela, kakšen svet se bo pred mano odprl. Do tega, da sem, ne vem, pomagala nekomu razumeti, zakaj neka ljubezen, ki je bila tako močna, je zamrla. Da gre za nek globji pomen, da ta ljubezen ni prišla v življenje, da bi ostala, ampak da bi se oba iz te ljubezni nekaj naučila. Taka spoznanja pridejo potem na plan, ne? In to je bilo meni. Wow. Nekaj spet novega. Spet nekaj novega. In če sem prav razumela, se tudi v tej smeri pripravlja nekaj novega v smislu knjiga. Ja. A lahko kaj povem o tem? Ja, jaz sem zelo imela plan, ne, življenjski plan, da bom nekega dne napisala knjigo, ampak ta knjiga je bila v mojih očeh strokovna knjiga o hipnozi, da bom v bistvu hipnozo lahko približala ljudem na bolj prijazen način in v bistvu na uporaben način, da tisti, ki bo knjigo prebral, bo lahko implementiral neke določene stvari. Potem pa se je zgodil nekaj nepričakovanega, tako kot večino časa mojega življenja, ko se zgodi trenutek in takrat se v bistvu vse spremeni. Prišel je ta trenutek, ko sem se usedla in nisem nehala. In sem v bistvu v 14 dneh napisala knjigo. Zdaj, knjigo sem pisala zase. Jaz ne vem, kam bo to šlo, kam se bo to poneslo, ampak knjiga je napisana iz mojega v bistvu dojemanja, kaj se je dogajalo znotraj teh seans, ker sem imela občutek, da dokler je to nekje tam na mojih listih zapiskov seans, še ni resnično. In ko sem vse to dala skupaj, mislim, da sem jaz rabila ta občutek, wow, te zgodbe so v bistvu resnične. In konec koncev je vse nizki izvirajo, iz domišljije, iz ne vem česa. Doživljanje, ki ga je ta oseba doživela v taki seansi, je bilo več kot resnično. In jaz, ki sem sedela zraven kot priča. In ko zbrala sem 15 zgodb, takih, ki so res v bistvu mene spremenile. Ne gre za sporočila, ki so spremenile samo klienta, ampak tudi mene. Sem jih dala na list papirja in sem rekla, wow, to je resnično, to jaz ne morem zanikati, to je več kot resnično. Tako da, ja, knjiga je fertik, napisana, kam pa bo šla, pa še ne vem. V katero smer jo bomo kdaj dejansko prebirali ali ne, ampak imaš pa jo, kar je že zelo veliko. Ja, tako da se mi zdi, da je bila to ena moja terapija, kjer enako sem se počutila, ne vem, če si brala Da Vincijevo kodo. Jaz sem to knjigo dobila na ladji in jaz se spomnim, jaz to delati nisem mogla. Mene je toliko posrkala vase in sem samo čakala, kdaj bom imela 5 minut, da jo lahko berem. No in tako sem se zdaj počutila. Zavedala sem se, da moram dati to ven iz sebe, ker če se bom ustavila, me je bilo strah, da se bo ta tok ustavil. In je bilo res 14 dni nisem počela čist nič, ker po moje 10 ur na dan samo pisala. Samo je v bistvu letel ven, sem šla čez zapiske, ne, da sem kontaktirala vseh teh 15 ljudi, da sem videla, kje so danes po naših seansi, da sem jih prosila za dovoljenje, da če nekoč knjiga ugleda luč sveta, da pač lahko podelim njihovo zgodbo. Ne. In mi je bilo res tako fascinantno spet z njimi stopati v stik in videti, kje so danes, ne. In kako se implementiralo to vse. Vsi tisti, ki bi radi definitivno se naučili več o hipnozi, ne samo izvedeli, ampak dejansko tudi naučili, še vedno se pod tvojim vodstvom izvajajo tečaji, ki se jih, mislim, da udeležuje vedno več tečajnic in tečajnikov in res gradiš eno tako lepo skupnost tudi po že opravljenih tečajih. Bi pa jaz vseeno, predno se posloviva, izpostavila še en del tebe, ki ga morda, ne bom rekla, da nekateri ne poznajo, ampak ga morda ne bi povezali, tako kot ga jaz dolgo časa nisem povezovala, se veš, kam grem, vračam se k meditacijam za otroke. Jaz sem v bistvu tvoj glas takrat prvič sploh spoznala in tam je sicer res od spodaj pisalo Irena Kahne, ampak to so otroške meditacije, ki so
dostopne na YouTubu, mimo grede. In ne zdaj zato, ker bi te hvalila, ampak pri nas doma so pač res delale čudeže in jih delajo še danes. In Ronja še vedno pri 8 letih ne zaspi brez ene od meditacij, veliko jih že je, glavni junak po večini Lalabu. Ja, to je edini junak, ki je v bistvu konsistenten, ampak so zdaj otroci rekli, da bi radi spoznavali še drugačne živalce in ravno zdaj je v bistvu družinica novih živalc prišla na YouTube. Zdi se mi zelo zanimivo, kako lahko v bistvu otrokom to predstavimo kot, da poslušajo pravljico, ker gre v bistvu za nek tak način, ampak je toliko več od tega. In se jim v bistvu skozi neko zgodbo prilagojeno njim izvaja na nek način že ta meditacija oziroma sprostitev, kjer imajo tudi malo vode na vdih, izdih in tako naprej. In morda namik na svet za tiste starše, ki imajo morda tako, kot smo imeli mi problem s spanjem zvečer, z uspavanjem, se pravi s to pomiritvijo, da poskusijo še na tak način. Leno morava omeniti. Definitivno. Lena je avtorica v smislu, da jih pač spiše in ti potem posodiš svoj glas oziroma jih skupaj nekako naredita in res delata čudeže že pri naših najmlajših. Tako. Lena je v bistvu prišla na idejo, jaz sem že prej imela otroške meditacije, ampak v enem najnem pogovoru Lena je moja sodelavka, moja desna roka in je omenila tega medvedka Lalabuja in potem sva rekli, wow, kaj pa če bi medvedka Lalabuja prenesle, ne samo, da razveseljuje tvojo hči pa tebe, ampak da bi ga pripeljale širši javnosti. In sem rekla Leni, kaj če bi ti napisala zgodbico o Lalabuju, jaz bom pa posnela meditacijo. In res takrat je v bistvu eksplodiralo vse, ko je Lalabu dejansko dobil glas, oživel in Lalabujeve zgodbice oziroma dogodivščine, zdaj jih je že kar nekaj na YouTubu, so oživele res v bistvu zaradi te Lenine ideje in tega kvačkanega medvedka, ki je še danes v bistvu v njenem domu, zdaj ga imajo pa doma številni otroci in uživajo v njegovih pustolovščinah. In tako da. No, pri nas je babi mogla narediti kvačkanga Lalabuja, sliko smo mogli kazati, da ga je ustvarila, tako da zdaj spimo z njim. Irena, hvala ti za res povabilo. Lep pogovor. Vse dobro, naj bo čim več tečajnic, čim več tudi odpiranja v spiritualni svet, kamor vem, da te vedno bolj vleče in ga z veseljem raziskuješ. Tako za najmlajše pa čim več prijetnih meditacij. Hvala ti.